Mislim, da nam je ženskam to že malo, skozi pravljice, skozi vzgojo položeno, princ na belem konju, ki te bo odrešil praktično vseh tvojih muk. Da je cena tega, da si izjemen na vseh področjih, izjemno visoka. No? In ko prideš do tega spoznanja, da ne držiš nekoga za vrat, da njega spravljaš v slabo voljo in sebe in pričakuješ, čakaš in si nezadovoljna, kdaj ti bo to dal, ampak si to lahko vzameš sama. Ne? Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moja gostja je Suzana Zagorc, avtorica knjige Ne me sili, da ti lažem. Dober dan, pozdravljeni Suzana. Dober dan, hvala lepa za povabilo. Z veseljem to knjigo, sicer naslovnica govori, nekako nakazuje na neko lahkotnost, na neko ženstvenost, modernost, emancipiranost, notri je pa ujete veliko v bistvu na začetku, vsaj prije se priješ do konca, veliko neosvobojenosti, veliko teže, veliko enih težkih čustev, veliko ene teme, bom rekla, neozaveščenosti, tako. Preden se človek prerine, seveda, zelo intenzivno do konca. Ne? Vaše knjige dolgo, pač sem jo brala, dokler sem jo lahko, ko je bil čas in potem, če bi bil čas, bi o eni rundi, no, to sem želela povedati. Me veseli, da ste jo doživeli na tak način. To je bila tudi moja želja, ne zgolj podati neko plehko zgodbo, ampak zgodbo dveh junakinj, ki tudi potem bralcu ponujata neko ogledalo, kjer skozi zgodbo razmišlja tudi, kako bi pa jaz ravnal, če bi bil v vlogi junakinj. Ali pa kje sem, ne? Kje sem se zataknil, katere so moje, izgubljene iluzije, ne? Se pravi, ponuja veliko razmislekov, tudi o lastnem življenju in nasploh o življenju žensk v sodobnem svetu. Žensko partnerstvo, predvsem o partnerstvu, mislim jasno o ženski kot ženski, v navezanosti na partnerstvo in na družino. Zdaj pa, mislim, kar je meni najbolj bila rdeča nit skozi celotno knjigo, česar vem, da niste v bistvu namensko tako naredili, jaz v tej knjigi vidim ogromno odvisnosti od odnosov. Kar se mi zdi danes zelo pereča tema, zelo pogosta, kljub temu, da ni ozaveščen, da se tega ženske sploh recimo ne zavedajo. Tu je notri ogromno odvisnosti od odnosov. Kako gledate na to? Ja, verjetno je te odvisnosti od odnosov zelo veliko. Verjetno je zaradi tega, ker jo tudi interpretiramo ne kot nekaj slabega, ne kot vrsto odvisnosti, ampak kot neko nesebično razdajanje za drugega. Ne počutimo se posebej ženske tako pogosto v vlogah neke žrtve. Se počutimo. Jaz mislim, da ne, da kvečemu se ravno obratno, da se nesebično pogosto razdajamo za druge in potem ne ozavestimo tega, da mogoče odnosi tudi marsikdaj niso tako zelo zdravi, kot bi človek pričakoval. Čeprav bi težko rekla, zdaj v tej knjigi nastopate dve junakinji, dve diametralno nasprotni zgodbi sta. Mogoče velja povedati, da ena je zgodba, obe sta pri 40-ih, sta relativno uspešni v svojem življenju, in potem se eni zgodi, ko ima 3 otroke, da ji mož nenadoma pove, da se je zaljubil v drugo, ki je mimogrede tudi njena prijateljica, in potem ona to zgodbo pripoveduje drugi prijateljici, ki pa hkrati ujetnica na nek način svojega zakona in ima pa 2 otroka, je na poti k svojemu ljubimcu. Se pravi, zgodbe ste lahko, če bi jih gledal skozi en zorni kot precej sorodni, ampak drugače čutimo. Drugače čutimo s prvo ženo, ki je tik pred tem, da jo mož zapusti. In sočustvujemo in navijamo za tisto, ki je na poti k ljubimcu. Tako da, če se navežem na prvo na vaše izhodiščno vprašanje te odvisnosti od odnosov, bi težko rekla, da je zgodba tako zelo črno-bela. Vsi prihajamo v odnose z nekim svojim nahrbtnikom nekih pričakovanj, idealov, vzorcev, nenazadnje prepričanj. Potem pa se zgodi tudi realno življenje, se zgodijo otroci, krediti, vsi obveznosti in pač pademo na neka realna tla, ki so mogoče daleč od pravljice. So pač neko življenje. In zdaj reči, da je ena junakinja, ki ima na prsih dojenčka, pa še v vsaki roki 2 otroka, da je
na nek način odvisna od tega odnosa. Ni tako zelo črno-belo, ne? Situacija je kompleksna. Verjetno bi tudi ona, če bi bila pri 20 vsa svobodna, rekla, tam le imaš vrata, pa pojdi. Ne? Sedaj pa ne gre toliko za pomanjkanje neke samozavesti, njene ujetosti v te odnose. Ona je pač prišla do življenja, ki si ga želi, ne? Ki si ga je želela vedno in se je sedaj pripravljena boriti za to. Ob tem pa se seveda sooča z vsemi svojimi... No, saj to je zanimivo, kako razmišljamo o tem, kaj to je odvisnost od odnosov. Ne? Odvisnost od odnosov zame ni to prepričanje, da ko pač enkrat se poročiš, da moraš s tem človekom ostati, ker brez njega ne moraš živeti, ampak že sam odnos, ki ga vzpostavljaš s tem človekom, je v bistvu zapleten, poln nezadovoljstva, se pravi, pri ženski, ki ima v sebi to odvisnost od odnosov, se mi zdi, tako jaz osebno vidim, da ves čas išče nekaj, česar nima. Ves čas je ne vidi tega, kar ima, oziroma je nezadovoljna s tem, kar ima. Potem začne kriviti in iskati krivca ali v sebi ali v nekom drugim. Ni ista stvar, mislim, bom rekla, druga plat istega kovanca. Ne? Skratka, ves čas neko nezadovoljstvo, pričakovanja od drugega, tudi neke zahteve, ki niso uresničene, še več nezadovoljstva, še več poglabljanja tega. Tu jaz vidim v bistvu kot večno iskanje nečesa, česar pa ne more najti v odnosu. In tu je stvar globja in bolj kompleksna in tudi tu se začne prebujati ta duhovnost. Ne? Ker mislim, da ženska, ki vse to išče, v bistvu ne išče tega v svojem partnerju zares, ampak išče to v svoji duši, v svoji notranjosti, nek notranji mir, neko notranjo radost, hvaležnost do vsega, kar ima in ne v bistvu pomanjkanje tega, česar nima. Ne? Ja, zagotovo, in to se mi zdi, da pa obe junakinji zelo doživljata, ne? Obe se reflektirata svoje življenje. Mislim, da nam je ženskam to že malo, ne, skozi pravljice, skozi vzgojo položeno, ne, princ na belem konju, ki te bo odrešil praktično vseh tvojih muk, ne. In mislim, da skozi knjigo odlagata neke te iluzije, upam, da ste tudi vi tako doživela, še mogoče še sploh pri koncu, ne, ko je eno od junakinj sreča v svojem stanovanju, kjer je nekoč živela, mlado žensko v svojo žarečo nosečo, in pomisli, ne, tudi na to, kako je lahko nek začetek, ne, neka poroka, nekega odnosa za žensko tudi smrt, ne, nekega deklištva, ne, zato je tudi pač na poroki jokajo, ne, nekateri, ne, še če povzamemo malo teh iz arhetipov, ker zapušča neko svoje deklištvo in se bo kmalu soočila z realnimi tlemi in seveda, če bo ona potem našla zadovoljstvo v sebi, v stvareh, ki jo nasploh v življenju veselijo, bo izpopolnjena kot ženska, ne bo vseh svojih bremen pač odlagala na partnerja in pričakovala od njega odrešitve. Ja, in tudi to, ne, mislim, vsi smo na poti te osvoboditvi ženske, ampak mislim, da smo nekje malo tudi zašle v tej emancipaciji oziroma v tej težnji po enakovrednosti, ki naj bi bila, ne, če ti zdaj potuješ celo življenje v tej službi, tudi meni to pripada. Zakaj jaz, ker sem ženska, ne morem? Ampak nismo isti, pravzaprav, nismo enaki. Mislim, da še vedno je pač, še vedno glavna ženska misija pač dati novo življenje, biti mama in žena in nekako s tem živeti v večini, bom rekla, v večini. Seveda obstaja manjšina žensk, ki se rodi, ne vem, z drugim poslanstvom, ne vem, veliko bolj mentalno sliko, bom rekla, močno, z nekim viškom energije, recimo, kar se prepozna že od otroštva naprej in tako naprej. To so potem druge poti, ampak govorimo o nekem povprečju ali pa v nekem mainstreamu, kako naj rečem, v nekih večjih procentih, ne. Ampak potem pa prihajajo informacije, kaj zdaj vse ženski pripada, zdaj pa lahko svobodna, zdaj pa lahko si to privošči, gre tja, če mož dela, tudi ona lahko dela kariero, če on služi, tudi ona lahko. Ne? In tu smo se malo zaciklale, malo izgubile, ne? Ja, jaz mislim, da je osnovno to, da ženska vseeno je prav, da živi življenje, kot si ga želi in da ima možnosti se razvijati vse plati. Je pa dejstvo, da, vsaj tako kot jaz doživljam,
se mi zdi, da vsega pač ne moreš. Ne? Na vseh področjih je zelo težko biti super. Ne? In sicer poslušam zgodbe žensk, ki so super uspešne, ne vem, menedžerke, potem še v parih upravnih odborih, hkrati imajo doma 2-3 otroke in vse super furajo, hkrati šport, akcija, prijatelji, družba. Jaz imam nasprotno izkušnjo. No? Jaz mislim, da večina žensk izgori ob tem, ko poskušajo vse to. Za kakšno ceno? Ja, in da je cena tega, da si izjemen na vseh področjih, izjemno visoka. No? Se mi pa hkrati zdi, da moški so na nek način, kot mi je nekoč nekdo rekel, pa ne vem, če je ravno pravi izraz, tako zdravo egoistični, ne? In si znajo vzeti neke svoje odklope, si polniti baterije. Ženske gremo pa dostikrat skozi sebe, ne? Ker bi želele vse to, kariero, otroke, hkrati poskrbeti za vitko in vitalno telo. Če pa se vrnem k vašemu vprašanju, bi težko rekla, že tako se v zadnjem času zelo soočamo z neko retradicionalizacijo družbe, ne? Da se ženske ponovno pošilja za štedilnik in skrb za otroke in tako. Seveda je to neka naša funkcija, ampak pač pustimo vsaki ženski, da si določi to svojo pot. Je pa res to, da če se bo odločila za vse, bo zmanjkalo nekje. Bo zmanjkalo nekje, no. In ponavadi potem večkrat se zgodi, da zmanjka prav pri odnosih, ker ti v službi ali pa če si nek vodja, si ne moreš privoščiti, da boš pomanjkljiv v vodenju, ker potem firma ne bo šla. Ne? Doma si pa v bistvu lahko privoščiš, cena se pa počasi nalaga. Ne? Cena se nalaga, pa tudi moški po mojih izkušnjah niso pripravljeni se odreči svojemu prostemu času, svoji karieri, svojim prijateljem, zato da bo ženska zraven njih odsotna, delala kariero, si jemala čas zase. Kakor kdo. To je spet ta v bistvu naš pogled, recimo bom rekla, to je spet pogled, ne bom rekla vaš, ker lahko da ni vaš, ampak recimo ženske, kot jo jaz vidim, ki ima težave z odvisnostjo od odnosov, vidi vse v tem možu, kaj mu na nek način celo zavida, on si lahko privošči, on je lahko srečen, on lahko potuje. Mislim, na drugi strani pa ne vem, a vidi njega, v njegovo dušo recimo. Mogoče je pa njemu težko, da je ves čas nezadovoljna in da je ne more na noben način zadovoljiti in da je, ne, tudi to, kaj takšna ženska zares lahko da, ne tisto, da se preda in se izgubi v vsem te, ampak kaj zares lahko da. Če se človeku zares lahko nekaj daš, kadar nekaj imaš, kadar si izpraznjen, pravzaprav mu ne moreš nič dati. Ne? Ko smo recimo pri teh dveh zanimivih mladih oziroma v srednjih letih ženskih, ki ogromno razmišljata, ki želita biti v bistvu moderni ženski, ki želita iti v korak s časom ali še pred časom in tako naprej. Ne? Ampak kje tega zmanjka, to mi je bistvo te knjige. Ne? Kje bi se dalo zapeljati, da na koncu ne bi prišlo do ločitev, da ne bi bilo toliko trpljenja, tu je ogromno trpljenja notri, ne, v teh obeh zgodbah. Tu, kje bi se dalo obrniti, ne, ampak... Ja, s tem vprašanjem se soočata tudi vedno obe junakinji, ne, jaz mislim, da prva, ne, ki ima praktično vse, kar si želela otroke, zakon in jo mož hkrati postavi po to dejstvo, ona je pripravljena narediti vse, ne? Ona je v tistem trenutku, kljub temu, da se zaveda, seveda sem dala možu čas, da dela kariero, ne? Jaz sem pač poleg svoje službe, sem vzela pač pozicijo, ki mi hkrati omogoča, da skrbim za otroke in je v tem trenutku pripravljena se potegniti nazaj, ga sprejeti nazaj, mu nuditi pač, ne ga prepustiti drugi ženski. In se ves čas sooča s tem vprašanji, ne? Odlaga svoje iluzije, je pripravljena na nadgradnjo odnosa. Ne? Ampak veste, kaj sem pa opazila? To je pa zanimivo. Pravzaprav ne en, ne drug par v osnovi ni imel ljubezni. Tiste, bom rekla, vezi ljubezni, ne romantične, ne tisto zaljubljen sem in ne vidim človeka, ampak ni bil povezan v tej sili ljubezni, ker se mi zdi, kadar je ta sila, so lahko življenjske preizkušnje večje, pa gresta skozi. Kadar pa ni te sile, ne, je pa recimo v tem primeru bogat, uspešen moški, ona je preskrbljena, otroci so preskrbljeni, kar je danes že zelo veliko, ne. Če pogledamo, revščina je huda stvar, ampak recimo ni pa te vezi ljubezni. Ne. A ste to
pomislili kdaj, da... Ja, seveda, to sem pomislila, nasploh, sploh ta prva junakinja še dejansko razčlenjuje to, ne. Reče, midva sva štartala iz krasnega odnosa, polnega prijateljstva, skupnih interesov, z nekimi sorodnimi ambicijami, ne, kam v tem zakonu, in sta celo menila, da je to boljša podlaga, ker predvsem ona je imela za sabo nekaj teh slepih zaljubljenosti, ne, ko bi dejansko sem čakaš, da strgaš obleko drug z drugega, in sta štartala ravno iz te pozicije, ne, to bo bolj zdravo, ne, veva, kaj sva, veva, kaj hočeva, imava skupne interese, na kar potem, ne, ko sta prišla na določeno točko, kjer sta v bistvu odkoder sta nekoč gledala to svoje partnerstvo, se je pa njemu zgodila ta sila ljubezni, ki ga je tako zelo potegnila, da sta se oba borila proti temu, ampak tudi potem, ampak ni šlo. Je bila močnejša in od njega in od družine konec koncev, ne? Ja, je bila močnejša sila ljubezni od vsega tega, Ja. In težko mu, ne, karkoli zameriš, ne, kdo si ti, da bi sodil, ne, nikakor ne. Ampak najbrž, saj ima vse smisel, ne, zato ker v bistvu preko tega odnosa, kjer je bilo toliko pomanjkljivega zanjo, je ona sploh začela ozaveščati vse. Kaj bi rada, kaj želi, kaj je z njo, ta vprašanja, ki se jih pa ženska res lahko zastavlja v kakršnikoli situaciji, bom rekla, če nima časa, če nima energije, še vedno je čas za ta razmislek o svoji notranjosti, kaj mi res manjka, kaj mi manjka. Kdorkoli bi opisal to žensko, perfektno zgleda. Ja, ima vse, kar si v življenju želi, ne, ima kariero, ima svoje osebne dosežke, tudi zadovoljstva, ne, absolutno. In seveda, ne, verjetno, če bi jo sedaj vprašali skozi čas, ne, kako je to, verjetno bi tudi sama rekla, saj je bilo že prav, da se je tako zgodilo, kot se je moralo. Ampak v tisti situaciji, ko se mi kot bralci prebijamo z njo, čez vse te muke, čez ta preizpraševanja skozi težo življenja, ne, kako bom sedaj sama, imam 40 let, to ni seveda veliko, ne, ampak zraven še 3 otroke, kako bom fizično, kako bom finančno zmogla sama. Jo pa seveda razumemo, ne, mi gremo z njo po tej poti in mi ne rečemo, da se bo boljš, ne, se boš videla, ti se boš osvobodila, ti imaš nepopisan list papirja pred sabo, ker je teža, ki jo nosi sabo, ni majhna in mi jo čutimo. Ne. Ja, v nobeni točki, na nobeni strani te knjige ne sodiš nobene osebe, ne. Ja, nobene ne sodiš. To je ključno, ne, da ne sodiš, in potem tudi ona v pismu, ki ga napiše nazaj svojemu tedaj že bivšemu možu, pride do vseh teh spoznanj. Ne. Do te svobode v bistvu. Do te svobode, da da je največja svoboda v tem, da se osvobodiš ti nekih prepričanj in nekih vizij. In da se ne izgubiš v odnosu, ne? Da se ne izgubiš, to je ta odvisnost, kjer se ženska izgubi v odnosu v smislu, da enostavno pozabi, čeprav si mislim jaz, da nikoli zares vedela ni oziroma imela tega stika s sabo močnega in globokega, in zato se lahko sploh izgubi, ker mislim, da ženska, ki nima te preizkušnje odvisnosti v odnosu, se ne bo izgubila v odnosu. Seveda se bo spremenila, vsak odnos nas spremeni, ampak se ne bo izgubila, ne? Ja, čeprav ko te nekaj tako globoko zatrese, ne, ko imaš ti otroka praktično še na prsih, ne, in ti nekdo pove, da praktično se je zaljubil, da bo sledil temu klicu, ne, in še celo se je zaljubil v tvojo zelo bližnjo prijateljico. Se ti kljub temu, da si tako močna ženska, imaš stik s tabo, ti to tako zelo pretrese tvoj svet, ne. Seveda takrat šteješ pluse, minuse, si v travmi, hočeš rešiti situacijo, ampak ni tako zelo preprosto, ne, in mi gremo pa z njo po tej poti, ne, do potem neke osvoboditve. Ne. Se je zanimivo, da ste dali ženskemu spolu to racionalno vlogo, se pravi, ona je bila pripravljena sprejeti, da bo živela brez te moči ljubezni, ki med dvema partnerjema, ne, jih povezuje lahko 70 let ali še več, ne, je čisto v redu, bom živela brez tega, in je ženska, ne. Moški pa je začutil tisto ljubezen do neke druge in njega je odneslo in on je vse v bistvu zapustil, ne. Ja, seveda, ker težko je biti ženska in zgolj slediti svojemu srcu, če pa imaš doma
3 otroke, ne, za katerih dejansko moraš si potisnjena v vlogo, da razmišljaš tudi racionalno. Ne. Stroški so taki, moj čas in energija sta pač omejena in kljub čutu neke samozavesti in samozaupanju so okoliščine take, da tudi racionalno pomisliš, ne, kako bom to zdržala, kako bom šla čez mesec. Ja, moški pa je sledil klicu ljubezni, ampak zdaj, če se ozirava na to prvo junakinjo, ne, medtem ko druga junakinja je sama tista, ki kljub temu, da racionalizira, ne, ona razmišlja o plusih in minusih svojega zakona, potem ko njo pokliče ljubezen, ne, pa tudi sledi temu klicu ljubezni. Ne. Ja, čeprav na koncu, mislim, Na koncu zdaj ne bom pa- izdala knjige v bistvu, kaj je na koncu, ne, ker ne veš, kaj je konec, tu je čar mogoče, da pustiva odprto. Ja, pustiva odprto. Ker je en del užitka ti prinese v bistvu tudi to, da ne veš, kako se bo zaključilo. In ne bi rada tega razbila, mislim pa zaradi knjige, no, zaradi poti knjige. Ampak, v glavnem, vesela sem bila, da je konec, da te dve ženski najdeta, bom rekla, notranje gledano, to svobodo. In zelo dober dogodek, ki ste ga opisali in se mi zdi tudi vredno o tem spregovoriti, je ta zabava, mislim, da je bila zabava na koncu, ker ona opazuje, ona že osvobojena, ne, že nima več toliko bremena, kot ga je imela in opazuje te pare. Kako oni v bistvu, ker sta dva, ne, ker sta mož in žena ali partnerja, sta zategnjena, bom rekla po domače. Drugega gledata, ne? Drugega Kako bo gledata. reagiral, kam bo gledal vse, Ja. ne? S katero bo povabil. Ne pustita, da živita v miru, pa sej ne govorimo o prevarah, ampak da si ti sproščen, da si ti spontan, da lahko normalno živiš, funkcioniraš. Ne, ta zategnjenost v paru, se pravi izgubiti svoje življenje zato, da ustrezaš neki normi ali pa nekim svojim predstavam, kaj to zakon je. To je zelo močen dogodek, v bistvu, kjer si res lahko prepoznal, ker vidiš enkrat, kadar pride samo moški nekam, kako se obnaša, če ima zraven žensko ali pa obratno. Samo ženska pride, ne bi tu na nobenega. Ja, sta svobodna, sta sproščena, plešeta, ne? Kot Pa da ne samo nihče plešta, ne gleda. lahko se pogovarjaš z njim, pogovarjata. po človeško, normalno. Če je pa tam zraven, je pa kot da je ena vojska Ja. in zdaj pa se mi ne moramo več normalno pogovarjati. To je pa res Ja, in velik to je problem. res, me zelo veseli, da ste izpostavili razen sploh ta dogodek, ker sem ga tudi jaz tako zelo močno čutila, ne, ko sem to pisala. Dejansko, ko ta druga junakinja, ne, pride na eno zabavo in tako uživa v tem občutku, da je končno vseeno. Ja. Da je vseeno, Kako izgleda, kako jo vidijo, kje je on, ne, a jo je opazil, a se bo družil z njo, a se bo s kom drugim. In tako zelo si želi, da bi ta občutek trajal, ne, da ji ni mar, ne, da je ona ve, kdo je, da je prišla tja, da se zabava, da je sproščena in ji ni mar, ali jo bo prosil, da ostane tam, ali bo sama odkorakala in pusti živeti njemu in pusti živeti sebi in življenju, da se odvije takšno, kot je. Ja. Ja, ta 40 leta, zdaj se mi bo mogoče nekdo, ki je star 70, smejal, ne? Ampak res niso lahka. Mislim, v tem smislu nisi več recimo tista mladostnica frfotava, po drugi strani niti slučajno nisi blizu nobene starosti še, ne? Po tretji strani v tebi se kreše tisto, kar si dobil od svojega otroštva, ne? Neke vzorce in tisto, kar ti res si in hočeš še naslednjo polovico življenja živeti. In to so vse, hkrati pa seveda otroci, zahteve, zakon in vse to. To res ni lahko. Ja, ampak meni se res zdijo ta leta tako osvobajajoča, leta, pri katerih ženske pridemo do določenih spoznanj. Otroci, no, če imamo srečo. Ampak skozi kaj? Skozi kaj? Ja, skozi kaj, ne? Se pravi, so bila leta predtem, mogoče že tista, ko smo šla čez sebe, ko smo živele po nekih pravilih, po nekih normah, v skladu z nekimi pričakovanji, ko smo dejansko delale kariero, hkrati skrbele za vse, kar je terjalo svojo skrb, ne? Potem pa pridemo do nekih spoznanj, ki niso lahka, seveda, ki jih težko prežvečimo, hkrati, ne, pa če imamo to v sebi, to svojo moč, nas osvobodijo. Ne? Ja. Tako da, kakšno so šele 50, ne? Ja, v bistvu pravijo tisti, mi je všeč to reklo, nekdo mi je rekel, če si živel po svoji duši, ti je vsako naslednje desetletje večje darilo, ne? V smislu, da znaš, oziroma da se ti odpira to življenje v tisti resničnosti, ki je, mislim, da tudi v 40 ne vidimo še, no. Tako bi rekla, iz vidika enih
malo starejših ljudi, ki jih vidim. Ja, jaz se drugače spomnim mirne. svoje, preden sem postala 40 let, ne, se spomnim, da sem to doživela tako kot neko mini dramo. 40 bom, kaj je zdaj to? Sem težko spustila teh 39, ne. Pa se spomnim neke modre ženske ob meni, ki je rekla, Suzana, to so pa čudovita leta. Takoj za 50 in za 55. Ja, takoj za tem. Strah nas je nečesa, ko pa vstopimo v ta leta, pa vidimo, da je to neko enkratno obdobje. Ja. Če ga polno živimo in hkrati ne pričakujemo od drugih in ne trepetamo, ali nam bo partner to dal, ali nam bo nekdo drug to dal, ampak Nismo si več znamo odvisni, to same vzeti. Ne? Ja. Jaz se spomnim, sem tudi sama šla čez take mini drame, bi temu rekla, ne? Ko sem od moža pričakovala določene stvari, čakala, da me bo peljal na ples ali pa na jadranje. Jaz sem si neskončno želela iti, ne vem, enkrat jadrati. On je šel že ničkolikokrat s prijatelji in z družbo in mi je dopovedoval, da to je pa vsakič se žrtvoval, da je skoraj šel, ne? Da je šel, ker je mogel iti. In ne, mi ne bomo šli, to ni zate, ne. In potem sem jaz rekla, ne, čakaj Suzana, a imaš prijateljce, lahko greš sama, lahko greš kakorkoli. In ko prideš do tega spoznanja, da ne držiš nekoga za vrat, da njega spravljaš v slabo voljo in sebe in pričakuješ, čakaš in si nezadovoljna, kdaj ti bo to dal, ampak si to lahko vzameš sama, ne. Brez vsake slabe volje, slabe vesti, s komorkoli, ki te obkroža, ali pa ne nazadnje sam. Ne? Potem se mi zdi, da tudi partnerstvo zadiha, ne? Tudi partner se razbremeni tega tvojega večnega čakanja in slabe volje. Ja, točno to. Točno to. Ja, zanimivo, kako ste se lotili te knjige, me zanima vseeno malo tega ozadja. A je bila hitro napisana? Ne, ni bila tako hitro napisana. Jaz sem predtem 7 let nazaj že napisala eno knjigo. Tista je bila osebno izpovedna zgodba najine poti, ne, do otroka, v bistvu do materinstva. Ja, skozi alternativno uradno medicino in vse to. In tisto sem doživela tako, da je to res se izlilo iz mene. Praktično sem mogla to dati ven. Čeprav so bile okoliščine tako izjemno težke, ne, sem prvo pisala v drugem delu porodniške po noči, ne, medtem ko je otrok tiste 2 ure spal, sem jaz šla za računalnik in potem se je zbudil, sem ga spet uspavala in spet nazaj šla za računalnik, dokler nisem tudi šla za tiste 2 ure zaspat. Ne. Tako sem si odtrgala ta čas od sami sebi, ne, ampak se je tako zlila, ne, skozi mene. Potem sem pa tako zelo dolgo si želela tudi napisati to knjigo, ker sem jaz res tak pisoči človek in je trajalo 7 let do tega, da je praktično nastala. Se veste, ne, služba, obveznosti, majhen otrok, ne moreš, no, včasih mimo sebe in potem pa, ko sem začela pisati, pa je trajalo, mislim, da 1,5 leta, da sem jo tako pač spravila v neko osnovno obliko in potem še skoraj 1 leto tako občasnega piljenja, premetavanja, iskanja založbe. Seveda, ne, en del gre zlahka, ne, to bi verjetno rekel marsikateri avtor, pri drugem delu pa terja veliko tvoje vztrajnosti, moči, časa, ne, ki si ga vzameš, da potem pač pride do končnega izdelka. A ste na začetku že vedeli, kakšen bo konec? Mislim, ste imeli to strukturo, ta oseba bo tako živela, se bo tako zaključila zgodba, ta oseba tako, ali nekje v procesu? Ne, to je pa v procesu. Ja, v procesu, ker se mi zdi, da tudi jaz, ne, kot avtorica sem prihajala z razvojem teh junaki, ne, do določenih spoznanj in potem se pač to zapisalo. Tako, takšen konec kot je. Ja, knjiga je res čustveno nabita, jezik je izvrsten, teče, saj pravim, da če bi bilo še 300 strani, mislim, da bi, če bi človek imel čas v isti noči, jih lahko prebral še 300. No? Me veseli. Ja, no, zanimivo je tudi v bistvu razmisliti o tem, kaj je ljubezen in kaj je iluzija ljubezni, ker to ženske rade zamešamo. Ne? Kaj je iluzija ljubezni in kaj mi mislimo, da je ljubezen, ne? In kaj resnično je ljubezen, še to vas za konec vprašam. Ja, iluzija ljubezni je zagotovo sledenje nekim, ne nazadnje pravljicam, ne? To, kar smo poslušali, pride princ na belem konju in tvoje življenje bo magično in pravlično do konca tvojih dni in on ti bo dal vse, zapolnil vse vrzeli in vse tvoje rane, ki jih imaš, in dal ti bo vse, kar si želiš. To je iluzija ljubezni, ne?
sprejeti realnost takšno, kot je, sprejeti sočloveka zgolj kot človeka, s katerim si lahko partner, enakovreden, s katerim si deliš to življenje in si lahko odličen sopotnik. Ker ne nazadnje življenje je tako kratko in tako lepo, zakaj bi drugega delali nesrečne z nekimi temi pričakovanji in prepričanji. Ja. In potem je to res prava ljubezen. No? To se mi zdi, ko se začutite dva človeka, ki bosta šla skozi to življenje, ampak zgolj kot dva posameznika, ki si bosta podala roko, ne pa nosila bremena drugega. Super. Hvala, Suzana, odlično, res mi je všeč ta interpretacija, no, ki jo vidim zelo sorodno. Hvala za to knjigo čudovito in tudi za obisk v našem studiu. Hvala lepa za povabilo, mi je bilo veselje. To je bila Suzana Zagorc, avtorica Zagorc. In še nekaj na koncu, bom povedala. Ta stavek "ne me sili, da ti lažem" me je presenetilo, da ga izreče moški, ne ženska. Ja, moški. No, pa poglejte, kdaj in kako.